To je moja muzika. Filip v dnu, pozdravljen v oddaji To je moja muzika. Veliko s kitaro na odru, bistveno manj pa pred mikrofoni oziroma snemalniki. Namenoma ali je to, da sem bila pozitivno presenečena, da si sprejel vabilo v oddajo, zgolj naivno predvidevanje, da ne želiš biti toliko v ospredju? Zdravo in najlepša hvala za povabilo. Ja, ponavadi dam to nalogo oziroma čast drugim v zasedbah, ki nastopamo, nimam pa zadržkov. Odre si deliš številnimi domačimi izvajalci, mnogi te poznajo kot člana benda Wildlife, si tudi član zasedbe Wicked Nation, vse se je pa začelo z bendom Hrošči v Mariboru. Ja, to so bili tisti prvi začetki. Prvi začetki in časi, ko smo vadili, jaz mislim, da na Vurberku v eni kleti. So starši smo zvozili na vaje, bili smo zadnji razredi osnovne šole in vsi smo takrat bili v bistvu bolj taki rockeri, no? Smo začeli s to zvrstjo, potem smo vsi, v bistvu vsak v tem bendu je potem šel v neko svojo, en je šel v zabavno glasbo, Maja Kevc, ki je bila tudi članica, je šla bolj v pop vode, jaz sem se bližal v srednji šoli, sem postal vedno bolj metalski tip in tako dalje, no. In kako je potem, ko se recimo z Majo po tolikih letih, recimo ne vem, več kot 16, ponovno srečata na odru? Ja, res dolgo časa, ko je bila ona na Švedskem, se nismo videli, slišali. Zanimivo, zelo zanimivo, ker še vedno ostane, veš, da se poznaš od malega in tisti odnos nekako ohraniš. Pri 15 si kupil prvo kitaro, jo kasneje prodal in to obžaloval. Zdaj je ta kitara ponovno pri tebi. Kako je do tega prišlo, razkriva tvoj Instagram? Sicer pa ja, če se vrneva čisto na tvoje glasbene začetke, kdo te je navdušil za igranje kitare? Ja, začel sem v bistvu klasično, torej s klasično kitaro v nižji glasbeni šoli, ampak nisem pokazal nekega interesa in za kratek čas opustil se skupaj. Na to pa mislim, da je prišel pobrat z električno kitaro in je bilo pač to tista, po mojem, tista iskrica, ki je znova to motivacijo pa interes do vadenja, nekak zanimiv pristop, da sem sploh to kot otrok je nekak težko včasih na prav način predstaviti glasbo, ne, otroku. Tako da to je bila pri meni. Zdaj recimo, če sva malo bolj tehnična, koliko moraš za uspeh biti tehnično dober kitarist, koliko pa je pomembno to, da najdeš nek svoj zvok? Kaj je razlika? Moje mnenje je recimo, da ko začneš igrati, imaš neke ambicije, kateri nivo hočeš osvojiti, pa da hočeš postati najboljši pa najhitrejši, ampak znotraj tega procesa vadenja, odkrivanja nove glasbe, pa ugotoviš, da ta tehničnost je zgolj neka ovira oziroma zavira proces tega tvojega, mogoče imaš kaj drugega, pa tega ne odkriješ, zato ker stremiš k napačnim stvarem. Dosti več mi pomeni, da slišim kitarista, ki ima nek svoj prepoznaven zvok, igra, ne vem, dosti manj not, pa na drugačen način, kot pa nekdo, ki bo igral tehnično dovršeno, pa bo zvenel mogoče zgolj kot neka tehnična vaja, tudi v nekem učbeniku, pa torej nima svojega tača, nima svojega zvoka. Kako bi ti opisal svoj zvok? Zase je to zelo težko, mogoče. Bolj nežno igram kot drugi kitaristi, ne dajem se toliko na odru na glas, hočem biti nekak, kako se temu reče, da... Diskreten, ampak vseeno, da se sliši, ne. Kot kitarist je v bistvu ti si v frekvenčnem območju, v višjem frekvenčnem območju, torej zapolniš, torej ni glaven element skladbe, ni kitara, ampak je za moje pojme boben pa vokal, v bistvu ti si pa nek okrasek, ki moraš to... Tudi ko imaš solo. Tudi, ja, in ta drugo. Kakšen kitarist, ki te je od malega spremljal, inspiriral? Tega je bilo zelo veliko, pa zelo veliko tudi glasbenih stilov sem šel in dal skozi. Če bi na hitro, mogoče tisti začetki rock, pa Slash, pa ne vem, Hendrix sigurno. Hendrix je še vedno, ne odkriješ ga nikoli povsem, ne? Vedno se nekaj še skriva, vedno, ko ga poslušaš, slišiš nekaj novega. Tako da Hendrix še vedno ostal, potem pa je šlo to v
Sicer v metalskih časih ni bilo toliko nekih vzvornikov, ker sem stremel bolj k ritmih pa riffom. Nisem toliko maral solaž pa progresiv stvari. Seveda pa na faksu, ko sem šel na jazz faks, je to preraslo nekako v mirnejše vode, oziroma sem se začel ukvarjati z jazzom, pa tudi inspiracija izhajala recimo da iz Wes Montgomery, če bi izpostavil, pa Grant Green, takšni klasični, George Benson. Potem pa si šel tudi, če se ne motim, v pop vode in pa zdaj si mogoče najbolj v hip-hop vodah. Ja. Kako greš iz metala in jazza v pop? V bistvu v teh metalskih časih, šele takrat sem začel, sem našel ljubezen v jazzu, ker sem začel hoditi na ure kitare k Marku Zaletelju, ki me je tudi navdušil potem da glasbo tudi razumeš z teoretskega vidika, pa ni nujno, da je to tista ovira. Mene recimo v nižjih glasbeni šoli mi je bila teorija neka ovira, tu sem pa jo zgolj spoznal kot neko, sem spoznal še kot neko orodje, s katero lahko greš globje. Pa vendar nekateri glasbeniki, ne vem, jaz poznam enega, ki ni želel iti študirati glasbe ravno zaradi tega, da se mu ne bi zamerila vsa teorija in kar pride zraven. Kako si ti dojemal v študiji? Ja, se strinjam s to tezo. Marsikoga bi tudi, ko sem prej omenil Jimi Hendrix, ne vem, kako bi izvenel, če bi obiskoval glasbeno šolo. Tako da nikoli tudi ne bomo vedeli. Zase pa moraš najti pač svojo pot. Verjamem pa, da marsikdo ne načrtuje te poti, da pač pride spontano. Vprašanje, ki ne vem, če je smiselno, pa vendar se kitaristi med sabo prepoznate po čem? Brez da ste na odru s kitaro. Je kaj takega, kar vas izda drug drugemu? Da iščemo trzlico, smo pozabili. Vse jasno. Okay. Prosila sem te, da izbereš 3 skladbe. Kako težka je bila zate ta naloga? Zelo, ker skozi obdobja sem šel skozi ogromno različnih stilov in vsaka skladba ima nekaj svojega. V skladbi najdeš vedno tisto eno iskrico, ki mogoče ni celota, ampak jo poslušaš samo zaradi ene stvari. Ne? Zato je bilo zelo težko. In greva zdaj k prvi skladbi, ki si jo izbral, in zakaj? Ja, prva skladba je Drip Tigrana Hamasjana, armenskega glasbenika. In sicer gre, pri tej skladbi mi je dosti več pomeni glasba kot besedilo. Recimo v bistvu je besedilo stara ljudska pesem, ki je potem preurjena v stil, ki bi mogoče opisal na način, da se res dosti dogaja, pa prepleta. Jaz vidim, v osnovi Hamasjan je jazz glasbenik, ampak v tej skladbi jaz slišim hip-hop, jaz slišim tudi metal je noter. Skratka, prezame me vsakič, ko slišim. To je moja muzika. Filip, vedno se spomniš trenutka, ko si se odločil, da bo glasba tvoj poklic? Je bilo to že v opisu študije, to prišlo kasneje? Si imel kakšen plan B? Jaz sem v bistvu se odločil po moji srednji šoli, da se vpišem še na ljubljanski konzervatorij za glasbo, kjer sem potem videl način, kako je pač, ko se šolaš kot glasbenik, prej tega nisem v nekem šolskem sistemu še izkusil. In to mi je bila neka odrivna deska za celovec in v tem obdobju tudi sem morda videl, da se da z glasbo preživeti. Sicer se to dojemanje s časoma spreminja, sploh pri glasbenikih, recimo jazzeri, pridejo in imajo vsak 6 projektov in skozi kariero to krčijo in delajo in pilijo in delajo vedno manj projektov, pa bolj zavzeto. Ti si se odločil za malce drugačno pot. V bistvu to je bila moja pot. Gledam recimo dosti bendov slovenskih, bendi, ki nastanejo kot neko jedro in nimajo drugih stranskih projektov, potem s časoma se mi zdi, da najdejo to neko ambicijo pa potrebo, da še hoče potem vsak nekaj svojega narediti. Pri nas pa je lih obratno, to krčiš in prideš do tistega, kar ti je ljubo. Če se ne motim, igranje kitare tudi poučuješ, morda opažaš, kako na mlajše generacije vplivajo trendi, družabna omrežja ali v glasbi pristopajo drugače, kot je v procesu izobraževanja tvoja generacija. Ja, tudi
kombiniram, torej koncertiram in poučujem. Kaj bi izpostavil pri mlajših generacijah je sigurno te mobilne naprave, ker so nekako postale del vsakdana in malo odvračajo pozornost. Ne? Se mi zdi, da koncentracija je dosti manjša kot pri nas, ko ni bilo problema enim vaditi po par ur skupaj. Se mi zdi, da je to danes zelo težko doseči pri... Še najdejo Hendriksa, zelo mladi, ali ne? Ja, upam. Z Valom 202 se ti konkretno križajo poti, tako osebno, kot poklicno. Lani ste Smrdel Brothers Collective in Leonom Firštom poskrbeli za prearanžiranje skladb Ištekanih v Križankah. Kako ste se tega lotili? Je bil kar zalogaj? Ja, bil je zalogaj, ki nam je bil tudi veliko veselje. Zelo časa smo temu posvetili. Velik del skladb se je naredil na licu mesta, torej, da se je aranžiralo vse hkrati, torej smo zamislili, kako bi skladba lahko zvenela v neki drugi preobleki in se potem na tem gradilo. Dostikrat pa je tudi prišlo potem še do korenitih sprememb in usklajanja, ki je pač potrebno v procesu, oziroma v projektu, kjer je vključenih toliko ljudi. Tako da na koncu, ko potegnemo črto, res smo uživali in se imeli fajno. Si se kdaj v svoji karieri, oziroma predvidevam, da si se počutil zapostavljenega glede na to, da večino slave ali pa mogoče boljše zaslug prejmajo frontmeni? Pa ja, pa ne vem. Pa mislim, da ne. Da najde vsak v bistvu najde neko svojo pot, ki mu ustreza. Če imaš ti ambicije biti frontman, pa delati na tem, zakaj ne? Pač to zahteva tudi svoje obveznosti druge, ki jih jaz recimo nimam. Tako da, ne. Privat v albumu Psiha je zgodba malce drugačna, glasbo ste sooblikovali, je bendovski album. Kako ste se tega projekta lotili? Predstavljam si, da glede na perfekcionizem znotraj zasedbe je bilo težko zaključiti celoto, hkrati pa ne vem, ste imeli kot band mogoče najbolj občutek, da ste to najbolj vi? Ja, zanimivo vprašanje. Ta album je nastal zelo spontano. Nastal je iz nekih daljših večurnih jam sessionov, kjer smo potem mogoče našli neke koščke, kjer smo videli potencial, da se lahko razvije v skladbo in smo začeli graditi na tem. Nismo se ozirali recimo na to, ali je besedilo napisano prej ali glasba, in vse smo nekako potem probali v studiu poustvariti, ker zdaj gledamo mogoče nazaj, pa vidimo, da bi šlo boljše pustiti kakšen stari take, ampak ko igraš neko stvar prvič, jo igraš na način, ki ga bo še res težko poustvaril. In sploh mi delujemo tako, recimo z Žigo in Petrom Smrdelom, res imamo neke trenutke, kjer pač se nekaj zgodi in če je to bilo posneto, je potem ne kompliciramo. Greva na drugo skladbo. Drugo skladbo sem izbral Alien levo sceno, zato ker je v bistvu ta album in ta pesem poslušam že od majhnega. Je pa še, čeprav Ali se s tem ne strinja, ampak še vedno je zelo aktualna. Če si znaš malce predstaviti stvari oziroma po svoje sam preslikati, vidimo še zelo dosti sporednic, ki je zelo moja skladba. To je moja muzika. Filip, v dnu vem, da glasbo pogosto doživljaš čustveno. Kakšen odziv imaš na dober komad? Zelo različno. Recimo, da dostikrat sem preveč čustven. Dostikrat me tudi, kdaj imam solzne oči, ko gledam s punco The Voice, pa ne, potem mi ni logično, zakaj sem tako čustveno dojel, ampak nekaj je, neki trenutek, to je zelo težko opisati. No. Ja, si z glasbo večkrat pomagaš prebroditi težke trenutke, ali ti glasba samo pomaga zdaj v narekovajih žalovati? Če veš, kaj mislim. Ja. Si probaš popraviti slabo voljo z glasbo ali samo najdeš primerno glasbo svojemu čustvu? Ne, vedno večkrat se mi dogaja, da ne rabim glasbe, da je nočem, da rabim tišino. Kar se tiče slabe volje, pa ja, to pa je res dosti krati odžene, pa ti spremeni voljo na... Če slišiš pravo skladbo od pravim trenutku, je to recept za dobro voljo.
Kako sicer poslušaš glasbo? Zadnje čase, predvsem v avtu in na napačen način, tako da ne poslušam albuma od začetka do konca, kot bi se to spodobilo. Recimo, da na relaciji Maribor-Ljubljana si to lahko privoščiš, ne? Ja, ampak je treba spremljati tudi prometne informacije. Kako naporno je biti glasbenik? Skoraj noben ne vidi procesa vaje in ne vaje benda, ampak tudi individualne vaje, s katero si prišel sploh do nekega nivoja, da lahko nekaj ustvariš. Tako da ta proces se mi zdi najbolj zapostavljen. Delo pa splošno je, ne moreš imeti lepšega dela v bistvu, če delaš to, kar te veseli. Imaš kdaj vsega dovolj, pa bi pustil pa še delati nekaj drugega? Ja, sigurno so trenutke, ja. Do česa te to pripelje? Nasičenost. Po koncu faksa, ne bom rekel vsak, ampak zelo veliko pač ljudi na slovenski sceni ima po 5-6 projektov, ki jih zagotovo enkrat spozna, da ne more vsega upravljati isto predano in se to pač v eni točki konča. In to se je meni zgodilo, recimo. Zdaj pa v bistvu sem pač bolj zbirčen, pa imam manj projektov. Trenutno je sem Vac Live, pa nastopam tudi z Leopoldom prvim, pa v bistvu Wicked Nation je nekako stagnira, ampak to je to. Od česa je odvisno, ali boš z nekom sodeloval ali ne? Predvsem prav trenutek, da v nekem obdobju, tako sem rekel, nisi prenasičen z nečim, da vidiš v nekom nek potencial, mogoče tudi spoštuješ njegove prejšnje dosežke, izdelke. To, vedno pa trudiš se iskati nekaj novega. Ne? Ostala nama je še zadnja skladba, katero si izbral? Skladbo Outcastov, Spodje Outi, do Policious Angel. Neči shodko materi. Ja, ki sem ga res poslušal, ne znam povedati cifre, ampak ogromnokrat v zadnjem letu, kasneje povem zakaj. Torej, je skladba, ki govori o nekem nočnem življenju in je na nek način je hip-hop, ima elemente tudi regija, je pa spoken words in govori o nočnem življenju v Georgiji. Torej, o besedah, ki ti pridejo na misel, ko hodiš po noči po mestu. Torej, tudi jaz sem jo uporabljal za uspavanje otroka v zadnjem letu, tako da je to bilo tudi moje nočno življenje in ne naveličam se, stalno slišim neko novo stvar, ki me pač prevzame in ne morem se naveličati. Filip, vedno najlepša hvala. To je moja muska.